Dobrodošli v Besedi v družbi, kjer danes prebiramo drugega v vrsti 30 odlomkov iz seznama mojih 30 dni s Svetim pismom, in sicer celotno prvo poglavje Evangelija po Luku. Ker so že mnogi poskušali urediti poročilo o dogodkih, ki so se zgodili med nami, kakor so nam jih izročili tisti, ki so bili od začetka očividci in služabniki besede, sem sklenil tudi jaz, ko sem vse od začetka natančno poizvedel, tebi, nadvse odlični Teofil, vse po vrsti popisati, da spoznaš zanesljivost naukov, o katerih si bil poučen. V dneh Heroda, kralja v Judeji, je živel duhovnik, ki mu je bilo ime Zaharija. Bil je iz Abijeve duhovniške skupine, njegova žena pa je bila izmed Aaronovih hčera, ime ji je bilo Elizabeta. Oba sta bila pravična pred Bogom. Živela sta brez graje, po vseh Gospodovih zapovedih in navodilih. Otrok nista imela, ker Elizabeta ni bila rodovitna in sta bila že zelo v letih. Ko je bila na vrsti Zaharijeva skupina in je opravljal duhovniško službo pred Bogom, ga je po običaju duhovniške službe zadel žreb, da je šel v Gospodovo svetišče zažgat kadilo. Vsa množica pa je ob uri kadilne daritve molila zunaj. In prikazal se mu je Gospodov angel, ki je stal na desni strani kadilnega oltarja. Ko ga je Zaharija zagledal, se je vznemiril in obšel ga je strah. Angel pa mu je rekel: Ne boj se, Zaharija, kajti uslišana je tvoja molitev. Tvoja žena Elizabeta ti bo rodila sina, daj mu ime Janez. V veselje in radost ti bo in mnogi se bodo veselili njegovega rojstva, ker bo velik pred Gospodom. Vina in opojne pijače ne bo pil in že v materinem telesu bo napolnjen s Svetim duhom. Veliko Izraelovih sinov bo spreobrnil Gospodu njihovemu Bogu in on sam bo hodil pred njim z Elijevim duhom in močjo, da obrne srca očetov k otrokom, nepokorne k modrosti pravičnih in ustvari za Gospoda pripravljeno ljudstvo. Zaharija je nato rekel angelu: Po čem bom to spoznal? Jaz sem namreč star in moja žena je v letih. Angel mu je odgovoril: Jaz sem Gabriel, ki stojim pred Bogom. Poslan sem, da spregovorim s teboj in ti sporočim to veselo novico. Ker pa nisi verjel mojim besedam, ki se bodo izpolnile ob svojem času, boš onemel in ne boš mogel govoriti do dne, ko se bo to zgodilo. Ljudje so medtem čakali na Zaharija in se čudili, da se tako dolgo mudi v svetišču. Ko pa je prišel ven, jim ni mogel nič povedati. Tedaj so spoznali, da je imel v svetišču videnje. Dejal jim je sicer znamenja, vendar je ostal nem. In ko so se dopolnili dnevi njegove službe, je šel domov. Po teh dneh je njegova žena Elizabeta spočela. 5 mesecev se je prikrivala in govorila: Tako mi je storil Gospod v dneh, v katerih se je ozrl name, da mi odzame mojo sramoto pri ljudeh. V 6. mesecu je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret, k devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Angel je vstopil k njej in rekel: Pozdravljena, obdarjena z milostjo, Gospod je s teboj. Po teh besedah se je vznemirila in premišljevala, kakšen pozdrav je to. Angel ji je rekel: Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina in daj mu ime Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida in kraljeval bo v Jakobovi hiši vekomaj in njegovemu kraljestvu ne bo konca. Marija pa je rekla angelu: Kako se bo to zgodilo, ko ne spoznam moža? Angel je odgovoril: Sveti duh bo prišel nad te in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato se bo tudi sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji sin. Glej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela sina v starosti in to je 6. mesec njej, ki so jo imenovali nerodovitno. Bogu namreč ni nič nemogoče. Marija pa je rekla: Glej, Gospodova služabnica sem, zgodi se mi po tvoji besedi. In angel je šel od nje.
Tiste dni je Marija vstala in se v naglici odpravila v gričevje v mesto na Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, se je dete veselo zganilo v njenem telesu. Elizabeta je postala polna Svetega Duha in je na ves glas vzkliknila in rekla: Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. Od kod meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, se je dete v mojem telesu od radosti zganilo. Blagori, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar je povedal Gospod. In Marija je rekla: Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu mojem odrešeniku, kajti ozrl se je na nizkost svoje služabnice. Glej, odslej me bodo blagorovali vsi rodovi, kajti velike reči mi je storil mogočni in njegovo ime je sveto. Njegovo usmiljenje je iz roda v rod nad njimi, ki se ga bojijo. Moč je pokazal s svojo roko, razkropil je tiste, ki so ošabni v mislih svojega srca. Mogočne je vrgel s prestolov in povišal je nizke. Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne. Zavzel se je za svojega služabnika Izraela in se spomnil usmiljenja, kakor je govoril našim očetom, Abrahamu in njegovemu potomstvu na veke. Marija je ostala z njo približno 3 mesece, potem pa se je vrnila na svoj dom. Elizabeti se je dopolnil čas poroda. Rodila je sina. Ko so njeni sosedje in sorodniki slišali, da je Gospod izkazal veliko usmiljenje, so se z njo veselili. 8. dan so prišli dete obrezat. Po očetu so mu hoteli dati ime Zaharija, tudi njegova mati je spregovorila in rekla: Nikakor, temveč Janez mu bo ime. Oni pa so rekli: Nikogar ni v tvojem sorodstvu, ki bi mu bilo tako ime. Znameni so spraševali njegovega očeta, kako bi ga hotel imenovati. Zahteval je deščico in zapisal: Janez je njegovo ime. In vsi so se začudili. Njemu pa so se takoj razvezala usta in jezik in je spet govoril ter slavil Boga. Vse njihove sosede je obšel strah in po vsem judejskem gričevju se je govorilo o vseh teh rečeh. In vsi, ki so zanje slišali, so si jih vtisnili v svoje srce in govorili: Kaj neki bo ta otrok? Gospodova roka je bila namreč z njim. Njegov oče Zaharija je postal poln Svetega Duha in je prerokoval: Slavljen Gospod, Izraelov Bog, ker se je ozrl na svoje ljudstvo in mu pripravil odrešenje. Vzdignil nam je rok rešitve v hiši svojega služabnika Davida, kakor je povedal po ustih svojih svetih prerokov iz davnih vekov. Rešitev pred našimi nasprotniki in iz rok vseh, ki nas sovražijo, da izkaže usmiljenje našim očetom in se spomni svoje svete zaveze, prisege, s katero je prisegal našemu očetu Abrahamu, da nas bo rešil iz rok sovražnikov in nam dal, da mu bomo brez strahu služili v svetosti in pravičnosti pred njegovim obličjem vse svoje dni. In ti, dete, se boš imenovalo prerok najvišjega. Pojdeš namreč pred Gospodom, da pripraviš njegova pota in daš njegovemu ljudstvu spoznati odrešenje v odpuščanju njihovih grehov po prisrčnem usmiljenju našega Boga, zaradi katerega nas bo obiskalo vzhajajoče sonce z višave, da razsvetli vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, in naravna naše noge na pot miru. Otrok pa je rastel in se krepil v duhu in živel je v puščavi do dne, ko je nastopil pred Izraelom.